Ok, pozdravljeni kako sva zdaj imenovala? Oddaja brez recepta. Oddaja brez recepta. Zakaj brez recepta? Zato, ker ne delamo z receptom, delamo z občutkom. In to se bomo zdaj naučili. Tako? Ja, delati z občutkom. Tomaž je tukaj pripravil par jedi, ki jih bomo danes skupaj spravila. Tako je. Najprej bomo šli kar početi. Najprej bomo naredili 3 super rižote, da doma lahko narediš pač tako. Pa en dober obrok, recimo, ne? Dobre, super vse. On bo tukaj kakor majster, naredil tako, se da gre, jaz pa zraven kakor amater. Bom par vprašanj postavil, da bo vsem doma lažje. Tako. The gist of it. Točno to. Kako začnemo? Ok, šla sva na tržnico in zdaj sva vzela, tlele mama eno šalotke. Bova vzela eno šalotko. Takole. In jo vlupimo z nožem, takole. Takole potegneš stran. In zdaj pač jo daš takole na pol, pa takole na tank narediš, ne, veš, in pol greš takole čez pol. In jo narežeš na take drobne kockice. Zdaj tle jo dajem na stran, zato ker te bova potrebovala pol kasneje, ko bova delala, malo osnove bova mogla narediti za naše rižotke, ker toliko je dobra osnova, toliko dobra rižota. In zdaj bova naredila osnovo za rižoto. Zmenjeno. Vsak. Malo boljšega olivca. Na koliko močen ogenj sem našpimal? Zdaj sem kar na maks. Zato, ker pač se nama ekstremno mudi, ne? Aha, seveda. Koliko vsem zmer doma, ne? Če imam pa kaj najraje, ker pa pridem zvečer šihta, da 2 ure kuham, to pa siguren. Tako. Ja bova kar vzela še eno. In bomo takole dali noter tole, kar bomo stali, pa brez olja, brez vsega, zato ker najprej bova rabila majčkeno barve. Zdaj bom tole malo pomešal, upam, da nam vsega zjebo vmes. Ja, nič nisem si zazikal dobro. Malo belega vina, ker imaš doma odprt, recimo, fajn je, da je suh, zato ker pol pusti v rižoti samo majčkene kislince, ker jo dejansko rabiš. Evo, tlele imava pa karnioli. Meni se zdi za rižote pač najboljši. Zdaj dava rižek noter. Takole. Mešamo z čebulo. Ker riž mora postekleniti. Takole. Majčkeno solimo. Zdaj so kar solidarni, vidim, da pride do okusa. Tako. In zdaj, vidiš, je že malo steklen. Ja. Takole. Bom. Premo. Lahko ga tudi probamo. Lahko ga. Meni se zdi, da je najboljša varianta, kar lahko naredite, da zraven vzamete še 2 kozarca, pa malo natočite, ampak zdaj je ura 11 zjutraj, tako da mogoče ni to najbolje, ne? Napačna ura delava. Ampak mogoče naslednji oddaji. Ok, zalijemo z vinom. In zdaj mora ta vino do konca povreti. To se pravi, mora čist cel vin v riž. Rej sva kupila tole na tržnici. Boš po moje Jaz sem tukaj malo placa naredil, pa malo pomešal, da je malo bolj koristen, veš. Obvezno. Zdaj si ne upam skozi novo metati levo pa desno, sem bolj konzervativen, ker sem že prevečkrat mogel doma pucati te stvari, ki bi bil prepameten, tako da bomo lepo, tako kot je stara mama doma, ne to pomešati. Počasi, s občutkom. Da se čuti ljubezen noter. Ja. Lej, najbolj važen je, da se na koncu čuti ljubezen. Točno to. A je tako? Točno to. Ja. Pa predvsem, da nikoli ne požrete ponosa, da tudi če za nič naredite, da pojeste. Zdaj tole ugasnemo. Cak. In imamo lepo osnovo za rižoto. Tako je že malo je kremast. In to je to. In to damo zdaj na stran. Zdaj se morava pa lotiti najne osnove, ker brez osnove bo slabo. Danes bova delala na ribji bazi, ker pač so take stvari kupila.
takole, ko brokoli primamo, Ja. ga takole režemo, da imamo take lepe, ne, da ima samo od spodaj. Ker brokoli je the shit, če je malo surov, ker kaj razkuhan, se veš, je polka kaša. Ne? Ja. In pač nima smisla. Tega pa več. nočemo. Ja, tega nikoli nočemo. Naredili, eno bomo naredili malo zelenjavno, eno bomo naredili citrusno, pa eno rižotko bomo naredili ribjo. Ker smo mi dva zelo taka bolj pikantna človeka, ne? Bova da v najno osnovo en čili. Ja? Evo, tamle smo dali že prej, smo dali vodo, pa sol. Takole, škamp sva vzela, ker so bili ful lepi, pa sveži. In ga dava takole na pol in dava v najno osnovo. Zdajle sva dve lepe pasance še vzele. Sprav, v bistvu ti noter vržeš vse v narekovajih, kar ni te lepega. No, v bistvu vse, kar ne morem dati na končni produkt. Ne? Ali pa recimo, lahko se tudi za kaj drugega porabi. Ne? Ja. A veš. Zdaj pa kupila sva tudi škampe. Pa takole stisnemo skupaj, da poč. In pol se takole z roko pomagamo, pa sam gre čez. Takole. Zdaj pa, če rata tle pa repku, jo stisneš, potegneš in gledajte, gre drek sam od sebe. Že kar od sebe ven skoči. Ja. Ker tle je tako ena palčka dreka, ne, ki ga mi nočemo. Ja. Ampak za osnovo bo čisto ok. Zdajle imava paradižnik. Dali smo ga v vrelo vodo, zdaj smo ga ohladili. Zakaj smo to naredili? Zato, da gre takole lepo lopence stran. Ne? Tole pa na grobo. Karkoli delaš med kuhanjem, zato je brez recepta, zato imate med žlico. Koliko je dober! Čili je močen. Dobre. Dobre je, ne? Dobre, Ja. ja. Pol približno takole. Tlele imava eno pomarančo imava, pa eno limono. Zdaj bomo tle gradili okus. To pomeni, da bomo dali malo lupince, limonine. Ja, meni se zdi, da je glih to, da lupino uporabiš ene izmed teh malih tajnih, ki ti hitro lahko dvignejo marsikaj. Pa na marsikaj gre zraven, da dobiš malo svežine, a ne? Tako. Dala mečkam tele na eno osnovco. To bo zdaj na koncu dala res ta močen okus, a ne? Ja, tako. Damo na pol. Cak. In zdaj imamo tlele limona pomaranča. Kar direkt not. Malenkost noter. In zdaj bova dala plin malo jače. Aha, da zreduciramo, a ne, to zgrevo zdaj. In zdaj reduciramo. In zdaj med tem, ko se kuha, dam ponovadi še mečkan oljčka noter, da se kar ukuha v riž. In pol na koncu bo bolj svilen. Zdaj začenjamo iz četrtim olivanjem. Pri žoti važno, da ti res mešaš na koncu. Skozi moraš mešati, da se ne prime. Zdaj pa riž je kuhan. Smo probali. To je najbolj pomemben del. Aha. To se pravi, vsakič, ko ima takole, ugasnemo plin. Zdaj imamo pa maslo na kocke pa zmrznem. V bistvu to pa lahko predhodno preštimate, kadar hočete. In imaš, maslo kupaš kocko, eno daš v skrinjo, eno pa v hladilnik. Pač, Zakaj? Kaj je glavni smisel v temu? v bistvu danes boste spoznali, ali delaš rižoto, pašto, omake, krčeš. Zmrznem maslo se zelo počasi topi Aha. in dela kremozo. Vedno kremozno naredi. In to je ta en korak naprej, a ne, oziroma skrivnost v restauracijah, ki doma ljudje ne vejo. Tako. Pa ena telušnih stvari pri rižotih, kar se tiče tudi platinga, ne, ki zmeraj, sploh če hočemo kaj romantično mi skuhati, a ne, in tako hočeš impresionirati drugega človeka, ampak pri rižot pa ni komplikacij v bistvu, a ne. V bistvu ja, če lepo izgleda že sama po sebi, je to. Ja, takole narediva. Tamle ima, veš, 2 škampka bi zraven dala in tako stari. Pa rižota, veš, da je dobra,
ki jo po ritki užgeš in tako le pade. Ja. Šprobo? Z veseljem. No, daj. Povej, če zakaj. Je v redu? Je, ne? Kislino ima... Ja, kislino, tako kot si rekel, tako je fajn sveže, ampak ta krem, to kar šma, veš. Ja, ti kar, pa je. Tako je fajn krem, zdaj ne vem, kako zelo svetovit, ampak tudi kaj vidite, če zdaj ti to malo nagneš po stran, to lepo počas, sam drsi, če si stukle, a ne, marsikdaj se nam zgodi, da ti nagneš pa to kar odleti z enega konca na to druga, ampak to je tako fajn. Hvala. Evo, to je dobra stvar tega, da smo se tele spomnili, da jaz v kaj tle zraven malo sprašujem, da bom pojedel, Tomaž bom pa naprej pripravil. Dobro sva se zmenila. Dobro sva se zmenila. Evo, zdaj bova pa naredila režotko z predižnikom. Ja, olje in voda se ne mešata. Jaz sem tle kar skril za Tomaža, ker on je malo bolj vajen, veš, kuharji nimajo več občutka za bolečino. Thanks. Ker pa se. In bomo spet šalotko narežemo. 3/4 kuharjev je toaste doma. Ja. Garantiram 1000%, stari. Pride dam in je toast in pa gre spat. In pa gre v službo. Ja, kolikor sem jaz videl, če mu kaj paše, da mu kdo kaj pripravi. Je pa vrhunsko, pa hvaležen je kot stomater. Pa veliko manj kritičen, kolikor pa kjerkoli prijatelj. 100%. Mi vedno pravimo, da je dobro. Ja. Ja. Sam zato, da še kdaj naleže. Evo, predižnik tudi smo vlupili, tako da nas ne bo koža hecala. Takole. Predižnik, čebulca, puk. In zdaj gas na plin. Ja? Spet, mečkan vinčka, veliko manj kot prej. Maščoba daje okus. Zdaj, če niste fan masla, lahko nadomestite z olivnim oljem. Ne? Če niste fan olivnega olja, Nehajte kuhati. Ne, evo. In zdaj spet delava tako, kot so prej. isti način, isti princip. Tako. Zdaj, kako je že, zdaj je zelo lepa krema, ne? Ok, zdaj pa tako, kot prej. Tlele bomo vzeli ena bom. Evo. Zdaj zalivava v tretje. Riž bo zdaj zelo hmat. Tle imava tale čudovit brokoli, tak mičkan, ne, mlad. In ga dava zdaj not, ki je že praktično skoraj kuhan. Čist na konc. Čist na konc. Ker pri brokoliju je ena stvar, če je razkuhan, Ja. katastrofa. Ja. Pinga putra. Enka putra. Pinga putra. Takole. Rižotka je kuhana. Takole. Masoček noter. Plin ugasnemo. In zdaj, evo, rižotko malo narejeno, spet, da na stran, nič ga ne počakam, Malo postoji. cak, damo na ta velik plin, malo levčke, čist malo, cak. Kapasante so zelo lepe, sveže in pač jih je škoda peči. Lahko jih pa sem takole narežava na takole, tole. Se res. Evo. Kaj narediti, je to. Mejčkam solimo. Zdaj sam pustiva, da tlele gor mlačen rata. Po vrhu. To je to. In to prav samo tipaš, da imaš občutek. Tako. Evo. Mlačen, ugasnemo in je to. To je že to, ne greš kam. To je to. Ja. Ja. Brokoli imamo noter, zato da lepo zgleda. Rižotka je tudi vrhunska. Barva je čudovita. Čudovit. Po ritki. Tako lepo zadeši brokoli ven. Tako. Dava lepo škampi gor. O, ima petarda. Cek. Pa tebi kapisan. Tole je še za odblisk, mislim. Kičast. Kičast.
No, kako si rekel, brokoli. Ne, zdaj zobrizem. To je že sama zelenavna je za doma tako. Ja, je Pa jaz sploh ni, jaz sem ljubitelj mesa, pa rib pa vsega tega. Ni ta prava južna, če ni tega zraven, ampak to je pa... Ja. Recimo tlele, najedli se boste, zato ker je riž. Pa gor načeloma lahko steak pečete, Ja. puf, narežete pa sem gor. No, ja, in kot si rekel, kapesanta tako... Zdaj tle res gleda, da skačem gor po tebi, da te zmasiral pa košval pa vse to. Lahko najdete naslednji del na drugem kanalu, ampak... Ne, to je res... Tako se lepo spojijo, tu si zdraven. A ne, da je fino? Ja. No. Škamp je pa škamp. Pač, iskreno boljše stvari v morju, ni? Ja. A ne? Ne? Simpel, dober. To je to. Ja, to je res. Je, ne? Petarda. Pa lahko gor še malo levca, če ste. To je to, Ja. stari. Tako da, to je to. Ja, to je to. Ne? To je v bistvu za prvo oddajo brez recepta, to je to. Ja. Ja, nič, hvala lepa in se vidimo naslednjič. Se vidimo naslednjič. Evo, vrhunsko. best.